strani Ministrstva za solidarno prihodnost. Gradbeni del je približno 13 milijonov, izvajalec je bil izbran na javnem naročilu in je lokalni izvajalec Rudis. Smo izjemno veseli, da je uspel ponuditi najboljšo ceno, ker tudi zelo zaupamo tradiciji in znanju, ki ga podjetje nosi. Tako da teh par besed, preden danes položimo temeljni kamen za ta dom, bi pa sedaj predal besedo še gospodu ministru, pa kasneje še županu. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Me veseli, da sem lahko danes tu z vami, v bistvu drugič na tej lokaciji, prvič pred nekaj leti, ko smo se začeli pogovarjati glede same investicije, in me veseli, da smo prišli do točke, ko se nov dom gradi. Dom je bil še kako potreben, kot rečeno, prinaša 150-160 novih postelj. Celotna investicija je drugače vredna okrog 20 milijonov evrov. Vidim, da delo dobro potekajo, je pa to samo ena izmed investicij, ki jih kot ministrstvo peljemo trenutno po Sloveniji. Trenutno imamo okrog 70 investicij in v tem mandatu smo izdatno prispevali k izgradnji kapacitet in tudi izboljšanja standarda v domovih za starejše. Tako da veselim, da bo tu nastal nov dom, mislim, da je tudi lokacija v redu in predvsem, da bodo stanovalke in stanovalce imeli bistveno boljše pogoje življenja, kot imajo trenutno v starem domu. Lep pozdrav tudi z moje strani. V naši sredini pozdravljamo ne samo enega ministra, tudi ministrico za kulturo, oba dva poslanca iz našega volilnega okraja. Ta dom se je v resnici pričel odvijati med covidom. Do takrat država ni imela resnih načrtov za postavitev novih domov, tako da smo v 5 letih uspeli potem vse dokumente skupaj z državo zložiti. Občina je, kot veste, najprej odkupila to zemljišče, pridobila projektno dokumentacijo, podroben prostorski načrt in potem gradbeno dovoljenje in nato predala vse to ministrstvu, in sem vesel, da smo danes na točki, ko odštevamo dneve do konca gradnje, ne do začetka gradnje, kot je bilo to prej, in da imamo konkretne stroje na gradbišču.